Mal sem zamudil. Jaz verjamem, da mi tega modela ni treba posebej predstavljati, gre za karavansko izvedbo Megana. Pa ne samo to, tale ima še posebej face opremo, GT. In danes je seveda čas, da naredim sladko kislo. Sem si pa ta avto zrihtal samo iz enega razloga. A veš, meganski karavan je eden izmed tistih avtomobilov, po katerem je bilo povpraševanja po back channelih največ. In zdi se mi, da ko bomo zaključili s temi sladko kislimi, boste tudi razumeli zakaj. Prva sladka, karavanski Megan je na lanskem primerjalnem testu, to je tisti velik primerjalni test, ki smo ga imenovali kar Prima in se bo vsako leto zgodil enkrat do dvakrat, seveda vedno z različnimi avtomobili, v konkurenci družinskih enoprostorcev osvojil drugo mesto. V bistvu je soočen z zelo hudo konkurenco dokazal, da je vsestransko zelo dober avto. Zmagal je Seat Leon, za Meganom so bili pa pol Opel Astra Sports Tourer, Kia Ceed Caravan, Golf Caravan, Peugeotov Caravan 308, Toyota Auris Caravan, čakaj, sem kakšnega pozabil. A je pa še Focus pa Octavia, še posebej je blestel pri varnosti oziroma asistenčnih sistemih, pa zelo dober je bil tudi pri nedoločilnikih, v bistvu je tam zmagal. A kaj so to nedoločilniki? Pravzaprav gre za zelo subjektivno zadevo, kjer se med drugim ocenjuje tudi videz, recimo samo počutje v kabini. In ja, počutje v kabini, to je definitivno prednost Megana, še posebej, če je opremljen s tako opremo, kaj tale. Druga sladka oblika, vem, tukaj gre za čisto subjektivno stvar, kar sem omenil že prej, ker sem razlagal, kaj so to nedoločilniki. Ampak kakorkoli obrneš ta avto, če vprašaš večino ljudi, dobro zgleda. To je tudi ena stvar, ki jo ne moramo kar tako stran vršiti. In po eni strani sem prav vesel, da je Renault spet našel tisti oblikovalski mojo. No in če se spomniš, takrat, ko sem se vozil z Robertom Lešnikom, pa sem rekel, ok, deva Mercedes malo na stran, kaj pa kakšna druga znamka, kdo se ti zdi, da dobro dela? Pohvalil Renault pa njihovo oblikovalsko vizijo. In pa je za piko na i rekel, da Renault pa Mercedes na en način gledata v isto smer, ko pride do oblikovanja. Da so spet na tisti točki, kjer so nekdaj že bili, pa so se pol malo zgubili, da spet izvabljajo čustva iz ljudi, ki njihove avtomobile gledajo, z obliko. Tretjo sladko treba pa noter. Ok, zdaj tako, lahko bi pohvalil kar celo kabino, ker počutje tukaj noter je zelo dobro, zelo prijetno. Ampak danes bom pa še posebej pohvalil sprednja sedeža. Sprednje školjke takole kraljujeta kabini in če vprašaš mene, zgledata res bomba. Ampak njun glavni forte pravzaprav sploh ni oblika, ja, zgledata dobro. Samo ti veš, koliko avtomobilskih sedežev zgleda dobro, pa se pa v njih ne sedi toliko kul. V tem primeru to ni tako. Jaz hvalim predvsem, kako telo držita, pa ne samo tukaj, v enem predelu, tudi v ramenskem. Pa ne pozabi še ene stvari. Ta Megan je tisti Megan, s katerim so se jaz pa Jure takrat odpeljali v Budimpešto na Formulo 1. To podarjam pa zato, ker bi rad izpostavil še eno drugo stvar. Ne samo, da ful dobro držita in sta po eni strani zelo primerna tudi za športno vožnjo, tudi udobna sta. Četrta stvar, ki mi je pri tem avtu všeč, so pa njegove vozne lastnosti. In veliko vlogo tukaj igra predvsem štirikolesno krmiljenje. Veš, kaj tukaj piše? For Control. Jaz ne vem, če se spomnite, to tehnologijo Renault od mrtvih obudil, pismo koliko že več kot 10 let nazaj z Laguna Coupé. Jaz verjamem, da mnogi že veste, ampak za tiste, ki pa ne veste, štirikolesno krmiljenje, veš, kako deluje. Zdaj, če zelo poenostavim, pri nižjih hitrostih se zadnja kolesa obračajo v kontrasmeri sprednjih koles, to gre samo za par stopinjske odmike in to znatno poveča ukretnost avta. Pri višjih hitrostih se pa potem zadnji kolesni par začne obračati v isto smer kot sprednja kolesa. To pa ugodno vpliva na vodljivost, bolj prijetno je avto hitro peljati. Ampak eno stvar smo izpostavili pa že na skupinskem testu. Če se tega avta loti res športni voznik, pol je pa nagibanja karoserije preveč, premalo je enega pozitivnega feedbacka. Tako da zmerno hitro ja, ampak ne pretiravati, ker takrat se pa avto malo premalo pogovarja z voznikom. Se tudi zato malo, ko mi čakamo RS-a, a ne? Prva kisla, ta ne leti direktno na ta avto, ampak je bolj vprašanje za Renault. In jaz vem, da so ga že doskrat slišali, pa da jim gre verjetno že malo na jetra. Ampak Renault, zakaj For Controla ne date tudi v druge Megane? Druga kisla. A veš, kaj enkrat začneš karavanskega Megana primerjati s tekmeci, ki pride do kufra, slej ali prej priješ tudi do nosilnosti. Medtem, ko Meganova sploh ni tako slaba, mislim, da je 483 kg, se tekmeci lahko pohvalijo z dosti višjim številkam. Pri večini pol najdeš cifer tam od 530 pa celo do 580 kg. To je pa pol že kar razlika, 100 kg več v avto ali pa manj, ne? Se lahko pozna. Če ti je to pomemben, če ti ni, ja, pa zignoriri tole kislo. A pa še nekaj, ker ti nakladaš prtljažnik, je fajn, da je tale rop od tukaj do tukaj čim ožji. Tukaj pa, vidiš, ni niti mal ožji. Tretja kisla, volan sicer super zgleda. V bistvu ga je prav užitek v rokovi držati, ker je ravno prav debel, ravno prav velik, ampak pismo, mislim, malo premehak je. Jaz bi si želel malo več enega feedbacka, malo manj mehkobe, malo več ene čvrstosti. To.
Peta sladka se pa ne navezuje samo na ta avto, ampak na splošno na Megana kot model. A veš, se mi zdi, da je Renault v tem trenutku, ko pride do Megana, tako in a good place. Celotna ponudba tega modela je še posebej zdaj, ki je prišel še RS, zelo dobro uravnotežena. Kup imaš navadnih Meganov, kup različnih oprem, GT Line, GT, RS, pa vse, kar je vmes. In ko pogledam na Megana kot celoto, se mi zdi, da vse skupaj štima. Veliko bolj, kot je pri prejšnji generaciji. Videz, uporabnost, vozne lastnosti, tehnologije in vse te stvari. Veš, pri prejšnji generaciji je recimo manjkalo kupenih tehnoloških dodatkov, predvsem tistih aktivno-varnostnih. Zdaj se mi pa zdi, da v tem trenutku vse tako nekako štima. Do I make any sense? Hello, you make sense. I don't know. Kar se pa cene tiče, tale GT v osnovi stane 26.790, pa zraven še neki dodatne opreme, med drugim tudi paket parkiranja s tistim 360-stopinskim pregledom okolice, pa head-up display, tako da cena zraste na, mislim, da nekaj malo čez 30 jurjev. No, zdaj pa to res to. Jaz pičem v Ljubljano, zato ker Ford predstavlja model K+, gre za domačo predstavitev, pa bom tam kaj več povedal. Mal sem zamudil. Tiskovka je bila zadnja v mestnem muzeju, ki je bilo konc, sem hitro zagrabil ključe, da se v en avto usedem, pa da kaj povem. Ne par jih je na voljo, jaz sem zbral kar rumenega. Lime Yellow. Boš stal? Boš. Jaz sem rekel najprej osnovo, to sprav, da ponovim, tole je Ford K+. Še vedno krajši od 4 metrov, ne, ampak prostora tukaj noter. Čist druga zgodba. Zdaj, če jaz kaj vem, nekaj podobnega prodajajo tudi v Braziliji. Ampak če pa vem še kaj več, je pa to, da je Ford preden ga je spustil na evropske ceste, vsem se lotil malo voznih lastnosti, kabine in tako naprej. V osnovi je treba povedati eno stvar, ne, je to zelo preprost, razmeroma majhen, pa glede na velikost zelo prostoren avto. Govorim ti o tem osnovnemu feelingu, ne, jaz sem zdaj za volanom, pa imam ogromen plac nad glavo, pa tudi v drugi vrsti vidim, da je... Drugač pa tako, ko sem rekel, krajši od 4 metrov, ampak 2 cm pa pol višji od Fieste. Tudi na račun teh 2 cm je prostora v kabini dosti več, predvsem tukaj, nad glavo. Kufra je za 270 litrov, kar je za 10 litrov manjka pri Fiesti. Ampak Ford pravi, da ne bi tole v teoriji zadostovala za 2 letalska kovčka. Se pa Ford hvali za eno drugo zanimivo stvarjo. Tukaj v kabini ne bi bilo kar 21 različnih odlagališč, kar je za tukaj majhen avto kar dobra cifra. Na voljo bo sam en motor, to se pravi 1,2 litrski, predvidevam, da je to štirivaljnik s 85 konji. Pa tudi menjalnik bo sam en, ročni 5-stopenjski. Cena je pa tako, Ford pravi 11.900, pol je pa še akcijski popust Jurija 150, tako da je akcijska cena, tako je oni pravijo 10.750. Se vidite? Kaj sem še rekel? Ja, v drugo vrsto grem. Ja, plac je razmeroma velik, je pa hecen. Tukaj noter imaš feeling, da sediš, ne vem, eno prostorco ali pa nekaj, zato ker res prostora nad glavami, že tretjič to omenjam, vem. Je res veliko, no. Enač to je to, spoznali ste novinco na slovenski avtomobilski sceni, imenuje se K+, na voljo je za 10.750, je majhen, razmeroma simpatičen, nikakor ga pa ne metati v isti koš s Fiestom, zato ker je ta avto tukaj znotraj bistveno bolj preprost, tehnološko, ni primerjave, materiali so malo trši, ampak za nekoga, ki išče majhen lušten avto, bo tudi razmeroma dostopen, hvala se odvisno od tega, kako si zahteven, a ne ve.